Dobrodošli in pozdravljeni v Ustvarjalnih minutah. Sem Marjeta in bom danes spet ustvarjala skupaj z vami. Kako ste kaj? Ali ste že ustvarili danes kaj posebnega? Ne še? Veste kaj? Potem pa je sedaj ravno pravi čas. Poglejmo si, kaj bomo danes ustvarili skupaj mi. Ali se kdaj zabavate v svoji bani? Ali se kdaj igrate z vodo? Ali se spomnite, kako poleti vozimo pedoline? Danes bomo naredili en tak pedolin, pa vendar to bo, veste kaj? Narejen za našo kopel, za našo bano, mogoče tudi za zunanje spuščanje. Seveda, tam, kjer si vi zaželite. Pa vendar, najprej ga je treba izdelati, kaj ne? Ja, točno tako. Pa poglejmo, kaj potrebujemo za izdelavo in kako, na kakšen način deluje naš pedolin. Naš pedolin je izdelan iz plastenke. Poglejte si to mašinco. Tu je velik čoln, ampak najpomembnejša zadeva na njemu je njegov pogon. Poglejte si, izdelali smo pogon, ki ga poganja sam. Mi ga navijamo. In veste kaj? Sam se požene naprej kot raketa. Ali vidite to? Sedaj pa ga treba le še narediti in takoj iti sprobati, kaj ne? Pa poglejmo, kaj potrebujemo za samo izdelavo. Za samo izdelavo bomo potrebovali prazno plastenko kakšno. Jaz si bom sedaj vzela eno manjšo plastenko, kot je bila prejšnja, zaradi tega, ker bi rada izdelala malo manjšega. Ta velik pedolin je za obano, ta malo manjši je pa tudi za lijak. Zato jih bomo imeli na obeh. In pa 2 palčki, ali pa jaz bom uporabila kar 2 nožega za enkratno uporabo, ker imata takšna močna ročaja in sta zelo stabilna, pa še dobro jih lahko prilepim. In pa elastiko, takšno, ki jo dobite v mamini kuhinjskem predalu, točno tako, ter pa lepilni trak, zelo pomembna zadeva pri tem, kajti brez njega nič ne bo stalo na svojem mestu, ter pa košček papirja, čisto navaden košček papirja. Pa poglejmo, kako bomo začeli. Najprej bomo začeli, da bomo okrasili plastenko, zato da naša plastenka ne bo čisto navadna, bela, kajti naše plastenke, naš pedolin bo vendar eden izmed najlepših, kaj ne? Točno tako. Pa poglejmo, najprej odlepimo ta trakec, ki je na njem, ter ga pobarvamo. Jaz mu bom narisala zvezde. Jaz želim, da je tako lep, da ga bodo vsi občudovali. Tudi vi? Tako, poglejte si. Moj ima že zvezde narisane. Se že svetijo. Kaj pa bo vaš imel? Mogoče ribe? Mogoče ga lahko narišete in spremenite v morskega psa ali pa v mečarico. Kako se bojo vsi bali. Tako. Naslednja stvar, ki pa jo bomo naredili, pa je to, da bomo na njega nalepili. Jaz bom uporabila nožka, vi pa lahko uporabite čisto 2 navadni palčki. In sedaj bom uporabila kar ta debel selotejp oziroma lepilni trak, da bom z njim prilepila. Takole, jaz bom kar tegale kar nalepila na selotejp, ker mi bo tako lažje. In ga bom takole kar prilepila, poglejte ga. Ali vidite? Takole sem ga prilepila. In na drugo stran bom dodala še ta drugi nožek. Takole. Nekako nožeka morata stati v neki enaki liniji, da bosta lahko to držala za propeler. Tako, mislim, da sem dovolj zalepila. Zalepimo še do konca in poglejmo si. Sedaj naše palčke so že tu, kaj ne? In sedaj potrebujemo košček papirja. Nujno potrebujemo takšen košček papirja, ki nam ne bo premočil. To pomeni, ali je že izdelan iz plastike, ali pa ga mi oblečemo v plastiko. In kako ga oblečemo v plastiko?
tako, da čez njega prelepimo selotejp. Je to skrivnost? Nikomor povedati, ampak mi jo vsi vemo, kaj ne? Zato bomo vzeli en majhen košček navadnega, čisto navadnega papirja in ga odrezali. Poglejte si, kako velikega potrebujemo. Točno toliko. Tako. Kaj ne? To bo ravno dovolj velik propeler. In sedaj ga bomo preoblekli in oblepili s selotejpom in ravno s tem ga bomo čisto zaščitili, da voda ne bo mogla noter. In jaz bom uporabila kar ta širok selotejp, vi pa lahko tudi ta tankega. Le previdno, velikokrat boste morali iti okrog. Poglejte si, jaz ga bom kar takole postavila navzdol selotejp ter nanj položila moj papirček. Takole. Ali vidite? Zdaj bom pa ta del kar zapognila gor in ga prelepila. Enkrat, tako, pa dvakrat, tako. In sedaj ga imam čisto prelepljenega ter odstrižem. Tako, moj je propeler že izdelan. Potrebujem še tolo našo gumico, jo dodam. Moja je rahlo prevelika, ali jo vidite? Imate tudi vi to težavo? Nič hudega, zavijamo jo dvakrat. Ali vidite? Tako. Zavitaj dvakrat. Potrebujemo še droben, čisto tanek košček selotejpa. Kaj imamo? In naš propeler postavimo vmes med gumici ter košček selotejpa položimo čez gumice ter ga prilepimo na njih. Tako. Ali vidite? Naš propeler je že v akciji. Tako. Isto naredimo še na drugi strani. Tako. Ko to naredimo, je naš pedolin že končan. Kaj pa sedaj? Ja, sedaj pa najboljše, da ga gremo kar spustiti. Poglejte si, jaz zasučem, navijem naš pedolin in kaj se bo zgodilo? Ko bo prišel v vodo, bo kar naenkrat spustil in kar naenkrat poletel kot raketa. Imam pa še en nasvet za vas. Ko bo naš pedolin prišel do vode, mogoče bo rahlo prelahek in se ne bo pogreznil v vodo do te mere, da bi njegov propeler lahko dobro pognal ga naprej. Zato svetujem, da v njega natočimo malo vode in ga s tem tudi obtežimo. In ko bo to izdelano, takrat se bojo naše dirke šele začele. Jaz upam, da boste z vašim zmagali v dirki in da boste s prijatelji naredili celo tekmo in da bo vsak imel malce drugačnega. Jaz verjamem v vas in vem, da jih boste naredili zelo veliko. Lepo se imejte in se vidimo spet prihodnjič. Čau, čau!